Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden. Moja nocojšnja gostja je največkrat nagrajena slovenska kraljica preobleke, pevka, igralka in nasploh odlična oseba. Z mano je Salome. Živja. Dobrodošla. Hvala lepa. Pozabil sem reči tudi slikarka. Tudi. Slikaš s kakšnimi? Z akvareli, s Olje, oljem? na Olje platno, na platno. portrete delam. Portrete? To sem v koroni odkrila talent. Če ne bi bilo korone, ne bi vedela, da znam dobro slikati. Šele takrat? Ja. Prej pa nikoli. Nikoli? Niti v šoli me ni zanimalo likovni, ne vem. Imela sem te akrilne barve, par platna, doma, ko je bila korona, sem rekla, nič, grem ja probati narediti en portret. Pa če rata, če ne rata, itak nobeda ne bo videla. So te portreti realistični ali abstraktni? Realistični. Tudi prodajaš? Pravijo, da so moje slike žive. Žive? Ja. Tudi prodajaš te slike, če se prav... Tudi. Tu do več tisoč evrov dosegajo cene. Pa zdaj imam eno za 4000, eno za 3000, ampak za manj jih ne bom prodala. Eno sem delala na masterclassu pri slikarju Niku Anikisu in je kar nekaj ur in zelo dobro zgleda. In naredila sem akt Marilyn Monroe, tako da ona je 4000, ali je velika, meter krat 70. Meter krat... Rajše imam doma, kot da je prodam za manj denarja. Pravilno. Začela čisto pri začetku. Rojena si bila na Rabu, porod je bil težek in zdravniki so menili, da ne boš shodila. Pa tudi govorila, ne. Pa tudi govorila, ne. Ja, nisem spuščala glasu. Mislim, jaz to nisem zdaj dajala na veliko izvonca, ne. Itak se ne spominjam tega, to je sve iz mamine, kako mi je mama povedala. V bistvu so zdravniki stisnili mamin trebuh in pri tem so mi poškodovali mišice na nogah. Tako da sem zmeri stala v klupku. In ko me je mama raztegnila, sem se takoj vrnila nazaj v ta... Pokrčeno. Ja, pokrčeno, ja. In pol je mami, vem, da je bila v reki, je rabila iti na terapijo z mano, ne vem, 15 dni, ali mama je imela še brate in sestru doma, mali. In je rekla zdravniku, da ne more ona biti tlele 15 dni, da ona mora iti na Rab, ki ima otroke dol. In pokažite vi meni, kako masirati njoj nogice, njemu, takrat, nogice. In je ona gledala, ko je sestra te masaže delala, rekla je, da sem upila, da je to bilo zelo boleče. Ampak mama je na Rabu to nadaljevala in ko smo prišli na kontrolo nazaj, niso mogli verjeti, kaj je mami naredila. Poboljšanje stanja. Poboljšalo stanje. Rezultat je bil, da sem na prvi rojstni dan shodila. In tudi sem spregovorila, ne? Če ne bi bila tukaj. Prve besede? Ne vem, to pa ne vem. Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Vzgajana si v tradicionalnem katoliškem duhu, ampak to ti ni ustrezalo. Jaz imam svete sakramente, kako se reče. Jaz sem tudi bila, rada sem se oblačila na cerkvi, ker sem takrat imela prvič javno dolgo obleko. Ja, morali smo hoditi na mašo, če ne, smo dobili bati. Kako so ljudje tam to sprejemali? Kaj pa? Obleko. Obleko? Ne v obleki, kako se reče na maši, ko se... Ne, sem narobe razumel. Sem mislil, da se bili že takrat obleke bili ženske. To ne bi šlo skozi. Ne. Takrat je to bila Jugoslavija še in... Tudi jaz nisem takrat ni vedela, da obstaja transspolnost in tega ni bilo ni na televiziji videti. Videli smo imitatorje iz različnih spolih za časa Jugoslavije, ampak mi smo imeli tudi italijanske programe, tako da sem ja veliko videla moških oblečenih v žensko na kakvih njihovih šovih. Tako da ja, doma smo bili zelo kristijani in poter je bil poter je rad, da ga spil in je bil veliki problem, veliko nas je tepo, celo na redni bazi. Ampak jaz to nič ne zamerim. Moji starši niso znali drugače. Mama je tudi bila, moja mami nikoli ni spoznala svojo mami, ni znala pokazati ljubezen, ker njoj niso pokazali ljubezen, tako da je že 5 let ostala brez mami. Mami je bila bolana na pljučih in je umrla. Babica naša, kaj je nismo spoznali. Dobro. V kateri točki
si pa prvič zaželela ženske obleke, oziroma v kateri točki bi si ugotovila, da bi rada menjala tvoje telo? Želja potem, da bi bila punca, je odkar se zavedam. Jaz sem že kot mali otrok se rada naskrivaj oblačila v sestrine oblekice. Sestra je tudi bila starejša in njezne kupalke. Vem, da sem dajala kuhinjske krpe, ali to sve v sobi z zaklenjenimi vrati. Se spominjam enkrat, ko je mami trkala na vrata, da odprem, jaz sem sve svlekla, odprla vrata, sem dobila klofuto, jaz sem rekla, zakaj si me poudarila, kaj to imaš na sebi? Jaz sem imela kupalke od sestre in kuhinjske krpe naštimane za prsi. Volumen. Ja, tako. Tako da... Si kdaj udarila nazaj? Ne. Ne? Mi smo stara generacija, malo smo spoštovali svoje starše, kot danes ta mladina dela. Spoštovali smo ful stare atje in mame, a ne? Mi smo jih vikali, a ne? Dobro. Tako so bili živi, tako da ni bilo na ti ali... Ampak potem je šlo to dalje. Pri 14 letih si začela na Rabu nastopati na skrivnih zabavah. 14 leti to je že bila puberteta, jaz sem bila zmeraj malo uporniška kot otrok, zelo nagajiva, a ne. Tako da sem živela v bistvu zapusta, ne. Jaz sem čakala ta en mesec v letu, da sem se lahko oblekla v punco, a ne. Sicer mami to ni dovolila in je to bilo na skrivaj. Ponavadi sem šla po hišah, smo šli kot tudi v Sloveniji delajo, da smo iskali jajčka ali denar ali bombone ali kakšne kekse. In takrat so vsi hoteli vedeti, kera punčka si, odkri se, daj masku dol. In jaz nisem hotela dati, ker me je bilo sram, ker so pričakovali punce od spodje. Tako da s 14 leti sem začela tudi na nudističko plažo. Na Rabu je svetovno znana nudistička plaža v Suhi Punti, kjer so v 80-ih let turisti prirejali ta prave travestitske šove. Kje točno je ta plaža? V Suhi Punti. A to je še danes obratuje? Ja. Lahko grem danes. Ja. Ampak ti turisti so takrat delali šove in mene so opazili, so rekli, če bi ja odplesala eno numero tam. To je pol prišla cela, bil je en del za LGBT skupnost in bilo je normalna nudistička, ki so prišli pol iz cele plaže gledati ta nastop in mene je bilo sicer sram, ali sem sprejela to in sem takrat začutila prvi aplavz. In v bistvu ta plaža je kriva, da sem ja pol prišla v Slovenijo, ker tam so bili v publiki Slovenci, a ne Ljubljančani, Mariborčani in so me povabili v legendarni klub K4. K4 in tam si tudi nastopala. Ampak predtem si bila pa še v Italiji nekaj časa. Bila sem eno leto v Italiji, preden sem se ustavila v Sloveniji, sem delala na pumpi Agip pumpi pri enemu našemu turistu, ker so na Rabu, mi imamo apartmaje, zdaj apartmaje, takrat smo imeli sobe z zajtrkom in sem jaz poznala te Italijani, so me povabili, da pridem delati njima. Ampak jaz sem strmela, da bi delala šov in so me povabili v New York, v Milano, v klub New York, ki sem jaz naredila šov in takrat sem se odločila, da ne bom ja na pumpi delala, da jaz hočem delati v šov biznisu. In takrat me je pot pripeljala nazaj v Slovenijo, to je leta 91, ko je bila vojna. Jaz sem, mami je še klicala, dobil si poziv za vojsko, moraš priti, nekaj nisem luda, da se bom šla tam hlad z ljudmi, ti normalna, ti mene vidiš s puško. Potem nisi šla? Ne, nisem šla, ampak sem se morala iti javiti na Rab. Sem se malo našminkala, ker je prišlo vabilo za vojsko in malo sem dala bliščice na usta in sem prišla in so mi rekli, ja, dobila sem vabilo za vojsko, malo sem tudi igrala, ne. Sem rekla, ampak jaz sem v Sloveniji in so mi rekli, v redu, sem se podpisala, da so rekla, da so se me rešili. Ne može, Jože. Ampak bila sem eno leto, jaz sem bila v vojski. Tako da nisem nesposobna bila. Znaš operirati s puško? Ampak sem zglumila. Ja, takrat smo morala. Ampak ne bi jo uporabljala proti človeku. Dobro. Kakšni so bili te roza večeri v K4? Jaz teh stvari ne poznam, pa me zelo zanimajo. Roza večeri, mi smo veliko se je delalo na šov programu, imeli smo Roza vizijo, ne Eurovizijo, Roza vizijo smo imeli tekmovanja,
Bilo je ful obiskano, v bistvu je to bila prva kot ambasada Gavioli, kaj je pol prišla ambasada Gavioli. Ti večeri so bili obiskani zelo, ni to samo bilo LGBT populacije, not so prihajali tudi heteroseksualni ljudje not in to so res bile zabave do jutra. Bili smo mladi, ludi, a ne, bilo je tle alkohola, pa tudi droge je bilo in vsega je bilo. Posledice se ne čutijo verjetno po vseh teh. Ne, zaenkrat ne. Noben se ni trajno poškodoval. Ja. Je pa peva k najzanimivejši temi, ki me najbolj zanima, sprememba spola. Ja. Najprej si dala namontirati prsi Prsi. in potem vse ostalo. Kakšen je občutek to, ko dobiš prsi, a se to potem Ja, cel dan ležiš v šlataš? post, ja, res. To me zanima, Je res. ker jaz bi se. Ja, jaz sem se. Ležiš v postelji in skozi nekaj šlataš. In nič ti ni jasno, da imaš prsi, a ne. Ali ti moraš vedeti, da za transspolno žensko je to neprecenljivo, a ne. Da ti lahko daš oblekico z dekoltejem, to je neki, to kot da se na novo rodiš. Ampak ti si hotela iti naprej, to ni bilo dovolj. Ja, jaz, moraš vedeti, da v puberteti, ko sem jaz začela recimo se samo zadovoljevati, takrat sem jaz skušala, da nekaj narobe, ker jaz sem si zmeri, ko sem si zaprla oči, sem videla svoje telo v obliki ženske, z vagino in s prsmi in videla sem akt med moškim in žensko. In takrat me je to ful zmedlo, ker nisem jaz še slišala za transspolnost in sem rekla, kaj je narobe z mano, a ne. Seveda potem z leti, a ne, sem tudi jaz prišla do tega, da obstajajo travestiti, ki se oblačijo v žensko, ampak to ni bilo to, a ne. Recimo jaz, ko sem se oblekla v ženske obleke, jaz sem se cela vzburila, cela sem bila gotova, a ne. Ampak nisem še vedno vedela, kaj je narobe, a ne. Tako da sem rojena v času, ko ni bilo lahko, ker si se ti boril sam s sabo in jaz sem delala tudi 2 samomora na otoku Rabu, ker nisem mogla tega pritiska, da ne smem biti ženska, da se ne smem oblačiti v žensko. Jaz sem se počutila zelo samozavestno, zelo močno, tako počutila sem se jaz, ko sem se prelevila v žensko. Ampak ta večji poseg je pa drugačen. Je pa, Ja, zdaj veliko transspolnih žensk se ne odloči za spremembo spola. Jaz sem tudi bila malo skeptična. Na začetku itak medicina ni bila toliko napredna, da je to izgledalo in da je bilo funkcionalno. Ampak sprememba se je zgodila v Berlinu, ko sem šla na transkonferenco Evrope, ki sem spoznala trans ženske, katere so spremenile spol v Beogradu. In takrat sem vzela telefon, sem rekla, vzamem se, ja nisem verjela, da ti imaš funkcionalno, da imaš orgazem, da se vlažiš in to. Vedela sem, da pač, če narediš spremembo spola, ne boš imel otroke, ampak če je funkcionalno, to je že bilo zanimivo. In sem rekla, ko bom jaz enkrat videla produkt tega zdravnika, pol bom premislila. In pridem v Ljubljano iz Berlina in ne boš verjel, v enem mesecu. Potem sem spoznala eno krasno žensko v klubu K4, nisem ni pomislila, da je bila kdaj moški. In pravi ona, da je operirana, da je transspolna ženska in da je naredila poseg pri tem kirurgu. Jaz sem rekla, ti meni pokažeš to. Rekla, pridi na WC. In sem šla na WC in mi je pokazala in sem rekla, kva, pa to izgleda kot ta prava. avtentična. Avtentična. Zdaj me je začelo malo zanimati, ne. Zdaj one trdijo, da se vlažiš, da je orgazem. Zdaj, jaz sem šla in verjela sem transspolnim ženskam, da je orgazem in lahko bi me nasrale, ne. Ja. A veš. Ampak jaz sem to naredila, seveda orgazem nisem takoj doživela, 1 let sem se borila in probavala, to je čist neki novi organ, drugče je izgledal, drugče je funkcija, ni več tega, nego je tega. Malo grdo kažem, da se malo razložim. In pol čez 1 let sem šele doživela prvi orgazem. Sem zelo jokala od sreče. Da me niso nasrali. Lahko bi te. Če ne ode jim gornja glava. A pa pri teh operacijah oziroma pri teh posegih gre lahko tudi, recimo, da še en moški organ namontira.
glede na to, da lahko spremeni moški organ. V bistvu ti ljudje ne razumejo, ponavadi mislijo, da se to kar odreže. Nič se ne odreže. Jaz imam še vedno moški spolni organ, samo je funkcionalno in vizualno spremenjen v vagino. Rekonstruktivna operacija, neke vrste potem to. Ker če bi se to odrezalo, kako doživeti orgazem, kako se vlaži? Mokračni kanal je, uretra je polna živcev in v bistvu, kot stružeš po njemu, se ti živci zburijo in tudi vlažijo. Klitoris je narejen iz živca glavice, tako da če ta isti živc, moški doživljajo orgazem in jaz tudi. Zdaj, če me vprašaš razliko med moškim in ženskim orgazmom, jaz to ne morem trditi, ker nisem biološka ženska in ne vem, kako čutijo biološke ženske. Dobro, v kratkem. Smo na medicinskem simpoziju. Ne, všeč so mi te stvari, ker jih... Samo da ne boš spol spremenil. Ne, če bi si dal še enega zraven demontirati, da bi imel dva. Malo me skrbi. Se v kratkem odpravljaš na osvežitev podobe? Kaj te vse čaka? Ja, 6. mesec grem pač, jaz nisem še ta proces spremembe naredila, tako da sem jaz zadovoljna. Jaz imam podložene modrce, tako da to izgleda že zdaj lepo, ampak take bojo, ko bom bez modrca. Aha, dobro. Take bojo, ko bom bez modrca, ne bom rabila push-up več nositi. Dobro. Pa malo liposukcije in tako malo se uredi, da ne hodim na fitness, da se ne matram. Dobro. Dajva, da dotakniva tvoje igralske kariere. Nastopila si že v kar nekaj produkcijah. Nazadnje lani je turneja s kabarejem Iznenada Salome. Kako je ta predstava nastala? Naslov je izjemen. Iznenada. Jaz sem bila na enem stand-upu in sem poslušala, ne bom govorila o imenih, 20 minut nečega, kaj se nobeden ni nasmejal. In sem rekla, pa kaj pa je to zdaj bilo? Pa zakaj jaz ne delam stand-up? Jaz ful zabavljam ljudi, ful se mi smejijo, ful imam take fore, ful tolčem take ven. Sem rekla, pa jaz bi morala delati stand-up. V tem času sem delala tudi v kuhinji kot kuharica in jaz imam že 55 let in to je delo zelo stresno, zelo naporno, fizično. To se spremeniš samo v kuharico in spiš. Vmes privat življenja ni in sem rekla, kaj bom jaz zdaj sa 60 let, me bo bolel križ, pa noge, pa kolena, pa sem rekla, veš kaj, Salome, nisi ti za kuhinjo, ti si za na oder, to ti je bilo zmeri na prvo mesto, najboljši se počutiš na odru, voliš zabavljati ljudi, sem rekla, pej domov in piši. In sem pisala sem si pisala sem si zgodbice in sem to obračala in sestavljala in je nastala predstava Iznenada Salome, v bistvu se gre za mojo življenjsko zgodbo, prepleteno z bolj zabavnim, smešnim, komičnim momentima in zelo, zelo čustvenim, ker sem si mislila, veš kaj, treba malo se igrati s publiko, pa jim malo dati, da se nasmejo, pa malo da zajokajo, pa spet, da se malo nasmejo, tako da niha to čustva različno. Vsega to je glavno. Tako, in to je zelo bilo uspešno. Mislim, jaz sem verjela v ta projekt. Jaz sem enostavno vedela, da to bo to uspešno. Ker sem rekla, ne more biti, da ni uspešno, ker vem, kakšna sam ljudje, ja imam svojo publiko. Eni me pač imajo, volijo, eni me pa pač sovražijo, ampak tudi meni ni vsak všeč na tem planetu. No. In uspešna tudi je. Katera ponovitev je zdaj? Ja, zdaj bo 75. je že bila. 75. Ja. Kje te lahko gledalke in gledalci vidijo v maju? Zdaj v maju mesecu bomo na brzino, 10. maja sem Radomlje, 11. Križe, 14. maja Hrastnik, 15. Škofljica, 17. Šempeter pri Gorici, 18. Prebold in 22. Hoče. Oglejte si predstavo. Jaz se ti moram zahvaliti za obisk. A to je že to? Mi smo hitri in jedrnati, ker vse povemo. Jaz sem prvič tebi gošča, ne? Ja.
In moram povedati, da je ful prijetno s tabo se pogovarjati, tako da mi bi rabili 1-2 ure. Bi rabili in hvala lepa, da si me razsvetlila na toliko področjih, pri katerih sem bil do sedaj. Pazi, kaj delaš. Nudistično plažo mi boš pa povedala potem, ko se kamere izklopijo. Srečno še naprej pri karieri. Hvala lepa. In upam, da se vidimo še. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.